Nataša hodi v službo. Vsak mesec na svoj bančni račun dobi plačo 800 evrov. S tem denarjem lahko plača položnice, si kupi hrano ali gre na izlet. A porabi lahko le 800 evrov in nič več. To je njen proračun. Vse, kar pride v njeno denarnico in kar gre iz nje. Proračun ima tudi država. Država večino denarja dobi od davkov. Ta denar pa mora potem razdeliti za naprimer pokojnine, ceste, za nove šole in ostale stvari, ki so potrebne, da država normalno deluje. Če država porabi le toliko, kot je prejela in nič več, pravimo, da upošteva zlato fiskalno pravilo. Fiskalno pomeni proračunsko, proračun pa je ves denar, ki ga ima na razpolago država. Z vpeljavo zlatega fiskalnega pravila v državi želijo, da bi vlada z denarjem bolj preudarno ravnala in se ne bi zadolževala. Politiki pa se ne morejo dogovoriti, kdaj naj bi zlato fiskalno pravilo začelo veljati, ter ali naj se zapiše v ustavo, glavni državni dokument. Torej zlato fiskalno pravilo se nanaša na proračun države, določa pa, da lahko država zapravi le toliko denarja, kot ga dobi v državno blagajno.